Spoštovani gostje, dober večer. Glasba ima, kakor vsaka umetnost, moč, da v nas bodisi v dobrem ali slabem nekaj zgane. Ima neznanski čustveni naboj. In kot je zapisal že Platon, glasba je moralni zakon. Glasba daje dušo vesolju, krila umu, polet domišljiji in šarm ter veselje do življenja. Dobrodošli na praznovanju visokega jubileja glasbene šole Ravne na Koroškem. Šestdeset let, nebroj mladih umov in prelistanih not. Nikoli pozabljenega vonja po lesu glasbil in udarcev ritma z nogo obškripajoč star parket. Toliko zvenov, narobe in prav, mehkih obrazov sreče in negotovosti, toliko uspehov zarezanih v zid šole, ki danes slavi svoja leta in svoje spomine. Lep pozdrav, jaz sem Tomaž Močilnik. Živijo, jaz sem Mateja Potočnik. Midva sva oba nekdanja učenca ravniške glasbene šole, trenutno pa naju pot zanesla v Berlin. Ob tej priložnosti bi vam oba zaželela vse najboljše in lep pozdrav iz Berlinske filharmonije. Lep pozdrav iz Helsinkov. Trenutno se nahajam pred glasbenim centrom, kjer deluje radijski orkester, v katerem jaz trenutno igram, in pa poleg tega tudi filharmonični orkester. Vsekakor bi ob tej priložnosti zaželel čestitke in vse najboljše glasbeni šoli Ravne na Koroškem. Pozdravljeni. Trenutno se nahajam v veliki dvorani Slovenske filharmonije. Verjetno danes ne bi bil na tem mestu, če ne bi bilo glasbene šole Ravne na Koroškem, kjer sem začel svojo glasbeno pot. Ker po letu glasbena šola praznuje svojo 60-letnico, želim, da še naprej tako dobro vzgaja mlade kadre ter širi ljubezen do glasbe. Vse najboljše. Glasbeni šoli Ravne na Koroškem ob 60-letnici vse najboljše, dosti uspeha še naprej, pa še najmanj 160 let naprej. Zdravo, moje ime je Vid Jamnik in igram vibrafon oziroma, kot mu radi rečejo malo manj seznanjeni z inštrumenti, tisti tingelingeling. Trenutno študiram na Berklee College of Music v Bostonu, kamor me je preko študija v Celovcu in Berlinu glasbena pot ponesla z domačih raven. Iz domače glasbene šole, v katero sem bil vpisan brez kakšne posebne želje po igranju in iz katere sem po 6 letih odšel z veliko željo. In ravno ta ljubezen do glasbe je tisto najpomembnejše in najvrednejše, kar lahko otroku da njegova prva glasbena šola. Ob tej častivredni obletnici bi zatorej rad izrekel čestitke in zahvalo vsem, ki so in ki še danes skrbijo za obrano in zveneče delovanje glasbene šole Ravne na Koroškem ter še na mnoga leta navduševanja mladih za glasbo. Vse najboljše. Mi smo Vicious Rumors in vse najboljše glasbena šola Ravne. V upanju k žlahtnosti tega projekta, tega jubileja, vam vsem skupaj iskreno čestitam in vam želim veliko uspehov v nadaljevanju vašega dela. Lep pozdrav, jaz se javljam iz vaje z mojim triom. Vse najboljše ob vašem jubileju. Sem na vse srečen, da sem bil del vaše glasbene šole, ker živim že 11 let tule na Dunaju in se z glasbo, znanjem iz glasbe tudi preživljam. In česar takega sigurno ne bi bilo brez mojih začetkov v domači ravniški glasbeni šoli. Tako da vam želim še veliko uspehov in vse najboljše naprej. Zdaj pa še eno ravniško. Hvala lepa. Skladba, ki jo bomo slišali iz strani orkestra šole,
je posvečena koroškim glasbenikom Ravenske glasbene šole in dirigentu pihalnega orkestra Gregorju Kovačiču. Hkrati pa skladatelja Tomaža Habeta ta prelepi del Slovenije vedno spomni na njegove 3 koroške prijatelje, pikolista Janeza, trobentača Stanka in Jureta. Skladatelj je v skladbi zapisal: v skladbi Slike izpod pece sem skušal združiti vse sloje koroškega prebivalstva. Ruralno kmečko z motivi 2 ljudskih, z nobenim purgarjem ne grem jaz stavšat iz Šentanela in pred mojo kalžico iz Črne na Koroškem, ter mestno prebivalstvo s 3 meščanskimi plesi iz 19. stoletja in delavsko-rudarsko. Skladba ohranja veliko ritmično in pulzno živahnost, spevno pevsko fraziranje in mestoma plesni karakter. Tomaž Habe, Slike izpod pece in orkester glasbene šole Ravne na Koroškem, dober večer pa tudi skladatelju Tomažu Habetu, ki je tukaj z nami. In hvala.
Začetki glasbene šole Ravne na Koroškem segajo v čas ustanovitve pihalnega orkestra Železarjev Ravne. Želja po glasbenem ustvarjanju je pripeljala do tega, da je leta 1951 odprla vrata glasbena šola pod vodstvom Joška Hermana tukaj v prostorih Ravnskega gradu. V prvem letu neuradnega delovanja se je šolalo 54 učencev pod vodstvom 5 učiteljev. Prva, uradna ustanovitev pa je datirana 5 let kasneje, kjer je na mesto ravnatelja postavljen gospod Ferdo Pirc. Za njim sta vodenje prevzela Jože Petrun in Ivan Gradišek. Leta 1974 pa dirigent in prav tako član pihalnega orkestra gospod Alojz Lipovnik. Pri nas, kot sem že omenil, največji problem so bili prostori in v času mojega ravnateljevanja smo imeli kar več variant, kam bi šolo prestavili. Eden od teh je bil tudi osnovna šola takrat, kjer je danes sedež občine. Bila je varianta tudi, da bi bil prizidek pri glasbenem domu, pa vseh mogoče enih par variant je bilo, vendar nobena nekako ni zaživela. In leta 1993 se je ta šola tudi odprla in praktično s tem, ko sem prej rekel, da je z novo zakonodajo, z novimi prostori, je seveda glasbena šola Ravne na Koroškem dobila res svoj dom, svoje mesto, ki je v občini in v širši okolici gre. Tako da, bi rekel, so nastali vsi pogoji za še bolj uspešno delo, kar se tudi seveda kasneje kaže naprej. Z letom 1993 je na mesto ravnatelja nastopil Avgust Pogorevčnik. V tem času je šola vzgojila izjemne amaterske glasbenike, posebno nadarjene pa usmerila v nadaljnje šolanje. Večina teh se je odločila za pedagoški poklic. Izstopajoči posamezniki pa so postali prvovrstni izvajalci v odmevnih orkestrih in na svoji poti dosegali izjemne uspehe. Glasbena šola Ravne mi je dala eno zares dobro osnovo kitarskega znanja, ki ga gradim še danes. Spomnim se pa, da mi je najboljši del, ko sem obiskovala glasbeno šolo, bil ravno ta zaključni izpit, kjer sem se vedno zelo sprostila in odigrala pesmi brez treme. Jaz mislim, da to naše poslanstvo, ki ga zdaj tudi jaz delam oziroma upravljam, učenje je nekaj najlepšega, kar lahko delamo. Predvsem zato, ker skozi odkrivamo sami sebe. Ob tem, ko učimo druge, se tudi sami skozi učimo od drugih. In bi želel, da ostane še naprej tako fejst učitelji, profesori in da dajo čim več energije, veselja in zadovoljstva mladim, nadobudnim fantom in puncam, ki odkrivajo lepote glasbe. Zdaj, sama pot do Ravn je še vedno odprta, rada se vračam, nadaljujem kot članica pihalnega orkestra Ravnskih železarjev. Kaj ne rečem, spomini so lepi. Sedaj tudi med tem, ko poučujem, ne bom rekla, da se spomnim na svojo glasbeno pot, ampak vseeno otroke nekako zvlečeš iz ulice in delajo nekaj koristnega. Glasbena šola Ravne na Koroškem danes deluje na območju celotne Mežiške doline in Dravograda. Njen zdajšnji ravnatelj, magister Aleksander Kotnik, pa je prepričan, da lahko glasbena šola bistveno pripomore k oblikovanju kulture na Koroškem. Nam Korošcem je tako rekoč pesem in glasba položena v zibelko. In pravzaprav ne mine zabava, da ne bi bila prisotna dobra in lepa pesem in seveda lepa muzika. In pri tem ima še kako velike zasluge za to, da znamo lepše in bolj ubrano igrati tudi glasbena šola Ravne na Koroškem. Že 60 let v tem prostoru pravzaprav izobražuje mlade glasbenike in v teh 60 letih se ima naša glasbena šola tudi za pohvaliti z veliko mojstri in glasbeniki, ki so ne samo uspešno zaključili to šolo, ampak tudi
uveljavili svoje znanje v širšem prostoru. Glasbena šola Ravne je ena izmed 3 glasbenih oddelkov, glasbenih šol tukaj pri nas v občini Dravograd. Je pomembna inštitucija, predvsem iz tega, ker jo obiskuje veliko število mladih ljudi, veliko število učencev in učenk. Ponosni smo na vsakega, ki jo obiskuje, dosegajo odlične rezultate in upamo tudi, da bo takšno izobraževanje čim dalj časa se ohranjalo v naši lokalni skupnosti. Občina Črna na Koroškem je poleg vrhunskih športnikov znana tudi po glasbenikih. Pri tem ima veliko zaslugo tudi glasbena šola Ravne na Koroškem in zelo smo veseli, da od leta 2007 deluje kot enota tudi na naši osnovni šoli. Glasbeno izobraževanje se mi zdi zelo pomembno, saj nas glasba spremlja tako rekoč od rojstva do pozne starosti. Je neka sprostitev in zdi se mi, da z glasbenim udejstvovanjem naših otrok poskrbimo tudi za popestritev vseh programov tukaj v občini Črna na Koroškem. Zdi se mi, da je prisotnost glasbene šole Ravne na Koroškem, odkar deluje kot enota, še toliko večja, saj je nenazadnje lažje dostopna vsem našim otrokom, še posebej pa je to veliko olajšanje za starše, saj jim ni treba voziti otrok kam drugam. Glasbene šole pomembno prispevajo k razvoju osebnosti, razvijajo talente, delovnost in seveda zelo pomembno je, da so glasbene šole dosegljive skoraj vsem. Pomembno je, da občine pomagajo pri infrastrukturi in pri pogojih za to, da lahko otroci hodijo in se razvijajo v glasbenih šolah. V glasbenih šolah je ujeta zgodovina, velik delež so Slovenci v preteklosti prispevali v zakladnico evropske kulture skozi glasbo. Poleg jezika je glasba ena osrednjih in temeljnih prvin, ki so oblikovale narodno zavest, tudi narodno zavest Slovencev. Prevalje so znano mesto glasbe, znano po velikih glasbenih družinah, od Lebičev, Lojzeta Lebiča, Kramovčev in ogromno mladih glasbenikov, ki nadaljujejo to svojo glasbeno delo, učenje, izobraževanje mladih na Prevaljah in različnih koncih sveta. Pomen glasbenega izobraževanja v naši občini je velik. To velja tako za občino kot seveda državo, kajti glasbeno izobraževanje je organizirano kot glasbena šola z rednim izobraževalnim programom, tako da smo veseli, da več kot 300 učencev in učenk poleg seveda redne osnovne šole obiskuje tudi glasbeno šolo. Poleg tega pa glasbena šola Ravne na Koroškem, ki pri nas deluje že 60 let, poleg tega, da nudi to glasbeno izobrazbo mladini, zanimanje za umetnost, za kulturo, pa je pomemben dejavnik tudi kulturnega dogajanja v kraju, v mestu, v občini, kajti glasbena šola s svojimi učenci sodeluje na veliko prireditvah širšega značaja in pa tudi sama organizira veliko kulturnih glasbenih prireditev ter tako predstavlja pomemben mozaik v naši kulturni ponudbi našega kraja, mesta, občine oziroma kar celotne koroške regije. Ravenska glasbena šola je izobraževalna in kulturna ustanova, kjer se lahko učenci in dijaki učijo igranje na kar 25 različnih inštrumentov, spoznavajo zakonitosti in uporabo glasbenega zapisa ter glasbenih pojmov, seznanjajo se s plesnimi koraki v programih baleta in plesne pripravnice, poslušajo in razčlenjujejo glasbena dela tako preteklosti kot tudi sedanjosti, krepijo talent z igranjem v najrazličnejših komornih zasedbah in orkestrih. Ko sem prišel v glasbeno šolo, so me prvo usmerili v inštrument, ki ga potem igraš v orkestru, ker je pač naša šola znana po tem, da razvije muzikanti za razne orkestre in seveda to tudi vplivalo potem na moj razvoj. Razvijati se mi začel ta umetniški del, ki ga velikokrat pri delu tudi je potrebno uporabiti. Se pravi, poleg službe, ki jo imaš, je zelo pomembno, da imaš tudi umetniški del in da tudi popoldne ali v prostem času lahko delaš stvari, ki te veselijo. Moj spomin na glasbeno šolo Ravne na Koroškem sega v čas izpred, bomo rekla, 45-50 let, ko še ni imela podružnic in ko smo morali še iz Dravograda hoditi na Ravne na Koroške 2-krat na teden, plus orkester harmonikarski v sobotah.
Zdaj, če se vprašamo, kaj mi je dala glasbena šola Ravne, moram reči, da mi je dala, predvsem privzgojila vztrajnost, poštenost in pa seveda pozitiven odnos do življenja. Ob 60-letnici glasbene šole ji želim, da še naprej uspešno opravlja svoje poslanstvo, tako kot do sedaj, in da vzgoji še veliko dobrih koroških glasbenikov, ki bojo ponesli ime Koroške v svet. Torej, sam imam na glasbeno šolo Ravne zelo lepe, prijetne spomine, bi rekel. Še posebej, ko se zdaj spomnim na leta nazaj, mi je v pozitivnem spominu ostal naš mladinski pihalni orkester. Vaje smo sicer imeli ob sobotah zjutraj, kar je bilo včasih malo težko ostati, ampak vseeno tam smo se imeli zelo lepo. Tam smo se predvsem zabavali, se družili in imeli tudi zelo zanimiv, prijeten glasbeni repertoar, recimo Down by the Riverside in podobne komadi, kjer smo vsi zelo uživali, ker smo mogoče bili malo siti tistih tehničnih vaj, ki smo jih izvajali pri samem pouku glasbene šole, ki so seveda tudi nujne in osnova vsega. Glasba pa je seveda nekaj posebnega in mi je dala nekaj več, nek drugačen pogled na svet in zaradi tega moram reči, da sem mogoče tudi boljši človek, kot bi bil sicer, če ne bi hodil v glasbeno šolo, in zato jo tudi priporočam vsem mladim, naj se tega udeležujejo in naj predvsem vadijo in pri tem poskušajo uživati. Glasbena usmeritev, glasbena šola, inštrument ti da neke delovne navade, red, disciplino se naučiš, ti ko moraš vsak dan vaditi en inštrument, to pomeni, da si tudi v življenju navajen, da nič ne pride samo od sebe, ti vadiš, če hočeš biti dober, moraš vaditi, moraš nastopati, se pravi, s tem kaj pridobiš, delovne navade, pravzaprav neko sposobnost komunikacije in tudi nastopanja pred ljudmi, ki ti pravzaprav potem, če si na nekem delovnem mestu, ki odgovarjaš več ljudem ali pa si odgovoren pa moraš tudi kaj povedati pred ljudmi, prav gotovo ti to pomaga. V šolskem letu 2015-2016 beležimo že 60. obletnico delovanja. In kot se za jubilej spodobi, izobražujemo 360 učencev, kar pa omogoča delo 28 učiteljem. In to uvršča glasbeno šolo Ravne na Koroškem v eno izmed večjih glasbenih šol na Slovenskem.
Z nami bodo v nadaljevanju svoje razmišljanja o besedi delili župan občine Ravne na Koroškem, predsednik Zveze glasbenih šol Slovenije in ravnatelj glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje ter ravnatelj naše glasbene šole Ravne na Koroškem. Najprej k besedi vabim dr. Tomaža Rožena. Spoštovani zbrani, lep pozdrav v imenu občine Ravne na Koroškem in tudi drugih občin Mežiške doline in Dravograda. Čestitam torej ob 60. obletnici glasbeni šoli, čestitke vsem, ki predstavljate oziroma ste predstavljali glasbeno šolo. Čestitam seveda vsem učenkam in učencem, glasbenikom, glasbenicam, ki ste trenutno učenci glasbene šole. Veseli me, da ste se odločili in se upisali na glasbeno šolo, ter tako boste pridobili seveda glasbeno znanje, ter boste vsem nam popestrili marsikateri trenutek življenja, ki poslušamo glasbo, vendarle glasbe ne ustvarjamo tako kot vi, ter boste seveda svojim glasbenim ustvarjanjem, znanje, ki ga boste pridobili, tudi glasbeniki, glasbenice in zaradi tega seveda v življenju morda bolj srečni in zadovoljni. Poleg učencev in učenkam čestitke so tudi staršem, ki podpirate svoje otroke pri glasbenem izobraževanju in ustvarjanju. Poleg tega seveda pa glasbeno šolo, jedro glasbene šole sestavljate, predstavljate profesori glasbe, sedanji in bivši. Čestitke seveda tudi vam. S tem, da ste profesori na glasbeni šoli Ravne, imate seveda veliko znanja na tem področju, ki ga predajate mladim ljudem. To znanje nesebično predajate in to je vaše poslanstvo. Poleg tega pa niste zgolj učitelji na glasbeni šoli, ki bi upravljali to službo, ampak ste mnogi izmed vas so tudi glasbeniki v mnogih orkestrih, v pihalnem orkestru Ravenskih železarjev, v drugih skupinah in čestitke tudi vam seveda, da ste se našli v tem poklicu, ki ga upravljate kot poslanstvo na naši glasbeni šoli Ravne. Nazadnje pa so čestitka so tudi sedanjemu ravnatelju, vodstvu glasbene šole, obema ravnateljema, ki sta tukaj tudi na tej prireditvi. Vi pa ste tisti, seveda, ki najbolj predstavljate in ste najbolj odgovorni za teh 60 let glasbene šole, ki jih praznujemo danes. Čestitke so tudi vsem vam trem. Zahvala, da ste zelo dobro in zelo dobro vodite to našo glasbeno šolo, ki ne predstavlja zgolj izobraževalne, temveč tudi zelo pomembno kulturno inštitucijo v Mežiški dolini na Ravnah. Torej res čestitke vsem vam, ki sem jih nekako opisal ob 60. obletnici. Želim vam še veliko uspehov, zadovoljstva v prihodnje in računam, da boste tako dobri ali oziroma še boljši, kot ste bili do sedaj tudi vnaprej. Torej čestitke vsem. Hvala lepa gospodu županu. Pravijo, da je z glasbo mogoče povedati več kot z besedami. Pa vendarle k besedi vabim ravnatelja glasbene šole Ravne na Koroškem, magistra Aleksandra Kotnika. Pozdravljeni gospod župan, dr. Tomaž Rožen, gospa županja, magistr Romana Lesjak, predsednik Zveze slovenskih glasbenih šol, gospod Boris Štih, gospodarstvenice, gospodarstveniki, hvala vam še enkrat za vse to, kar nam ste dali in dajete vseh 60 let. Pozdravljeni kolegi ravnatelji slovenskih glasbenih šol, pozdravljeni predstavnik iz slovenskih glasbenih šol na Avstrijskem in Koroškem, ravnatelji osnovnih in srednjih šol, direktorji javnih zavodov, pozdravljeni naši upokojeni sodelavci, prav tako pozdravljeni moji sodelavci glasbene šole, predstavniki sveta šole, občinski svetniki, starši in pa seveda naši otroci, katere vzgajamo in učimo že 60 let. Želje po ustanovitvi glasbene šole segajo v čas po drugi svetovni vojni. Uresničijo se pa mnoga leta kasneje, v letu 56, ko po občinskem sklepu začne delovati glasbena šola kot finančno samostojen zavod. Čeprav se je število učencev večalo, se je šola še naprej ukvarjala s kadrovskimi, prostorskimi in mnogimi drugimi težavami. Šele 60. leta so šolo postavili na nov nivo, verjetno zgolj zaradi dobrih uvrstitev na revijah glasbenih šol. Zlasti se je stopala trobentač Stanko Arnold in tenorist Alojz Lipovnik. Zgodovina glasbene šole se je odvijala naprej. Popularnost šole je rasla, učenci so zmagovali na mnogih tekmanjih, mnogi pedagogi na šoli so zapluli v svetovne vode kot Marko Letonja.
Naši učenci so na tekmovanjih dosegali izjemne rezultate. Mnogi so se vpisali z zlatimi črkami v zgodovino glasbene šole in ponesli ime naše šole in seveda tudi kraja širom v svet. Poglobila so se sodelovanja z osnovnimi šolami in kulturnimi društvi. Odprle so se podružnici v Mežici, na Prevaljah, Dravogradu in Črni na Koroškem. Prav tako je šola pomagala pri ustanovitvi Slovenske glasbene šole na avstrijskem Koroškem. Pravzaprav je zgodovina glasbene šole Ravne na Koroškem zgodba o uspehu, se niti kadrovske, prostorske ali finančne težave niso uspele prekiniti njene poti k uspehu ustanove, učencev in pedagogov. Pravzaprav je ta zgodba tipična za ruralna območja, vendar pa ne beleži žalostnega konca, ampak uspeh, kljub morebitnim pomislekom in mnogim težavam. Znani športnik je izjavil, da je delo nad vsakim talentom. Resnica je seveda drugačna. Samo delo lahko izgradi in doreče ter dokončno oblikuje talent. Delo brez talenta je brezsmiselno in brezciljno, kakor je tudi talent brez dela obsojen zgolj na osebnost, samotolažbo in laganje samemu sebi, kljub naravnim danostim. Pot glasbene šole temelji na neskončnem upanju, trmoglavosti in vztrajnosti, jasnem pogledu in tudi upanju daleč naprej. Zato se lahko zahvalimo vsaj tisti, ki cenimo tovrstno dejavnost, vsem ljudem iz zgodovine in sedanjosti, ki so pisali in gradili pot te šole. Nikakor ne moremo mimo Joška Hermana, Janka Gačnika, Marjana Tancika, Franca Debeljaka, Stanka Arnolda, Alojza Lipovnika, Ivana Gradiška, Dore Jemec, Hilde Kukec, Marjana Maherja, Avgusta Pogrevčnika in še mnogi drugi. Pihalni orkestri v Mežiški dolini, kot tudi drugi orkestri okoliša naše šole, bazirajo prav na bivših učencih glasbene šole Ravne na Koroškem. Danes glasbena šola deluje v samostojnih prostorih na osnovni šoli Koroške Klari na Javorniku, domuje pa tudi v vseh krajih občina soustanoviteljic. Na matični šoli je vodja oddelka Dušan Štriker, oddelek Dravograd vodi Alenka Mori, oddelek Prevalje Renata Merkac, oddelek Mežica Janez Miklavžina ter oddelek Črna na Koroškem Helena Bohvald Gorenšek. Vodje oddelkov so hkrati tudi koordinatorji med občinami in glasbeno šolo. Na koncu pa glasba je smeh, je jok, je duševno izražanje čustev. Glasba ti povrne spomine. Ob njenem ritmu se spomniš ljubezni, plesa, trenutkov in dotikov veselja. Je delček vsakega posameznika, kateremu daje moč, energijo in srčno poezijo. Ob 60-letnici glasbene šole Ravne na Koroškem lahko svobodno zadihamo. Saj trud in lepa melodija prepričata tudi tiste, ki ne zaslišijo lepega glasu in ne cenijo uspeha. Hvala. Hvala lepa, gospodu ravnatelju. 200 let javnega glasbenega šolstva v Sloveniji mineva to leto. Z nami je predsednik Zveze glasbenih šol Slovenije, gospod Boris Štih, današnji slavnostni govornik. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, drage učenke in učenci, spoštovani starši, učitelji, spoštovani ravnatelj, gospod Aleksander Kotnik, cenjene županje in župani, drage ravnateljice in ravnatelji, visoki gostje in vsi prisotni, dober večer na slavnostnem dogodku, s katerim glasbena šola Ravne na Koroškem obeležuje 60 let delovanja. Glasbena šola Ravne na Koroškem je v svojih 60 letih delovanja dokazala in dokazuje, da je glasbeno izobraževanje še kako pomembno za otroke, ki z izkušnjami in znanjem, pridobljenim s tovrstnim izobraževanjem, gotovo odrastejo v celostno široke in odgovorne posameznike. Zato sem prepričan, da sled, ki opušča za sabo glasbena šola Ravne na Koroškem, ne bo mogel izbrisati veter časa. Da je temu tako, so zagotovo zaslužni vsi dosedanji župani in občinski svetniki, ki so v preteklosti, sedanjosti in prepričan sem, da tudi v prihodnosti znali prepoznati pomembnost glasbenega izobraževanja ne samo za vse neposredne deležnike, temveč tudi za širšo
lokalno skupnost, za kar se vam v imenu Zveze slovenskih glasbenih šol iskreno zahvaljujem. Glasbeniki letos praznujemo še en zelo pomemben jubilej. V letu 2016 mineva že 200 let glasbenega šolstva na Slovenskem. Davnega leta 1816 je s poukom s pomočjo takratne filharmonične družbe v Ljubljani pričel Franc Sokol, kot prvi učitelj v zgodovini javne glasbene šole pri nas. Naše glasbeno šolstvo se je s časoma le še razvijalo in je zdaj že lep čas ne le nadpovprečno kakovostno, pač pa tudi dostopno vsakomur. Kopica izjemnih glasbenikov v svetovnem merilu je plod požrtvovalnega dela glasbenih pedagogov in odličnega sistema javnega šolstva, ki smo ga kljub mnogim oviram uspeli ohraniti vse do danes. Kakor vsakemu narodu, tako je tudi nam Slovencem glasbeno izročilo v pesmi in besedi že od pradavnine ohranjalo nacionalno identiteto in samozavest. Zato ni naključje, da je oče naše besede Primož Trubar kmalu po izdaji katekizma in abecednika izdal pesmarico z napotilom, naj njegovi ljubi Slovenci prepevajo, kar s ponosom počnemo še danes. Žal pa javno glasbeno šolstvo že dolgo v zgodovini ni bilo tako ogroženo v svojem obstoju kot v današnjih časih. Že od leta 2008 so nam različne politike nalagale omejitev vpisa otrok v glasbeno šolo. V zadnjih 2 letih so želeli velik del financiranja glasbenega šolstva preložiti na pleča že tako močno obremenjenih staršev in ne nazadnje zmanjšati pomen, ki ga ima ukvarjanje otrok z glasbo ter pomen pedagogov v tem procesu. Trenutno smo skozi različne oblike združenj uspeli ohraniti javno glasbeno šolstvo, toda še vedno se soočamo z različnimi pritiski zaradi neštetih omejitev. Želim poudariti, da je velikega pomena, da se izobraževanje na glasbenem in plesnem področju tudi v prihodnje izvaja v javnih glasbenih šolah, saj je to vrstno izobraževanje enakega pomena kot izobraževanje za pridobitev kateregakoli drugega poklica. Različne raziskave v Evropi in Ameriki so dokazale, da otroci, ki se glasbeno izobražujejo, dosegajo boljše rezultate pri jezikovnem pouku, branju, pismenosti, kakor tudi pri matematiki in imajo višji inteligenčni količnik. Splošno je znano, da učinkuje glasba tudi pozitivno na obnašanje otrok, saj ne zasledimo prestopnikov med mladimi, ki obiskujejo glasbene programe. Glasbeno izobraževanje v svojem programu v harmoničnem ravnotežju vzgaja tako racionalno, kakor čustveno, kar vodi v celostni razvoj mladega človeka. Poseben poudarek ima čustvena komponenta, saj je temeljni element smisel življenja, leta pa jedro človekove morale, ki je danes tako pogrešana vrednota. Prav zato je naša obveza, da v tem letu naredimo vse, da prepričamo tudi vse tiste, ki ne verjamejo in dvomijo v pomembnost našega dela za ožje in širše družbene skupnosti. Prepričan sem, da bomo z visoko prizadevnostjo in pripadnostjo vseh članov Zveze slovenskih glasbenih šol to uspeli tudi udejanjiti. Spoštovane Ravenčanke in Ravenčani, danes je praznik vaše glasbene šole. Zato mi dovolite, da v svojem imenu, kot predsednik Zveze slovenskih glasbenih šol in kot ravnatelj glasbene šole Velenje, kot tudi v imenu vseh članov Zveze in v imenu vseh sodelavcev glasbene šole Velenje, vam iskreno čestitam in vam želim še veliko uspehov na vaši nadaljnji glasbeni poti. Hvala lepa. Najboljši čas, da posadite drevo, je 20 let nazaj. Drugi najboljši čas pa je zdaj. Tako pravi afriški pregovor, na katerega spomni skladatelj Bart Picker, katerega skladbo bomo slišali v nadaljevanju v izvedbi Pihalnega orkestra glasbene šole Ravne. Gre za moderno verzijo Ravelovega bolera z novimi temami. Orkester vodi Gregor Kovačič.
Slavljencu bi vsak povabljenec želel povedati vse dobro. In čas je, da to storite tudi vi, spoštovani gostje. Ob tem zahvala skupini SI slovenski industriji jekla in vsem trem podjetjem Metal Ravne, Ravne Systems in Zip Center. Z nami so tudi predstavniki podjetij, gospod Andrej Gradišnik, gospod Peter Čas in gospa Alenka Stres. V imenu družb Slovenske industrije jekel, lokacije Ravne, glasbeni šoli, vse lepo ob okroglem jubileju. Hvala. Hvala tudi Petrolu Energetiki, z nami sta gospa Darinka Potočnik in gospa Marija Šetina. Čestitamo glasbeni šoli ob 60. obletnici, okroglem jubileju in vam želimo uspešno delo tudi vnaprej, da vam inštrumenti nikoli ne bi nehali zveniti. Hvala. Posebna zahvala tudi podjetju TAP MPI, z nami je predstavnik podjetja, gospod Igor Lipovnik. Veseli me, da je tudi v Zgornji Mežiški dolini glasbena šola tako uspešna in praktično polno zasedena. To je bon za klavir v Mežici. Upam, da vam bo ta klavir dolgo in uspešno služil, ter da boste vzgojili čim več dobrih, da ne rečem izrednih pianistov. Obenem pa vam v vašem jubileju še enkrat iskreno čestitam in želim veliko uspešnih let. Hvala lepa. Velika hvala vsem občinam Mežiške doline in Dravogradu, najprej pa domači občini Ravne. In hvala vsem podjetjem, ki ste pomagali šoli v vseh teh letih in seveda ob tem dogodku. Še je čas, da svoje želje izrazite. Dober večer, spoštovani gospod ravnatelj, učenci, učitelji in vsi zaposleni na glasbeni šoli Ravne na Koroškem. Prisrčen pozdrav in iskrene čestitke vam prinašam tudi v imenu učencev in kolektiva glasbene šole Zagorje. In se seveda v imenu vseh zahvaljujem za vse dobro, kar ste v 60 letih z glasbo dobrega naredili na tem področju. Tudi v tej vaši dolini je bilo težko življenje v preteklosti, ravno tako kot tudi v naši. Seveda je bila glasba tista, ki nam je lepšala in lajšala življenja. In naj bo tako tudi naprej, vsaj do 100. obletnice, naj vas glasba povezuje in osrečuje. Od 100. naprej si
Hvala lepa. Verjamemo in vemo, da bodo čestitke deževale še naprej v dnevu, danes in v naslednjih dneh. Na Ravenski glasbeni šoli se že drugo leto zapored učijo prvih baletnih korakov. Zaplesali bodo ob skladbi Two Scottish Dances, ki jo bosta izvedla združena godalni in pihalni orkester glasbene šole Ravne.
Mnogi veliki glasbeniki tega sveta so o glasbi povedali veliko. Še več so nam skozi njo dali. In če je glasba hrana ljubezni, potem igrajte dalje. To želimo glasbeni šoli Ravne na Koroškem. Hvala vam za obisk in hvala vam za glasbo. Vse dobro še naprej. Sledi zaključna skladba obeh orkestrov, Piazzolla Michelangelo 70. Lep pozdrav.